Danes gremo v deželo, kjer si ljudje mirno upajo skombinirati rože, pike, črte in še nekaj rdečega za povrh. In to je francoski šik. Danes se bomo vsi delali Francoze. Gremo naprej na tržnico. On y va, les enfants, on y va! Ja, prišli smo v domovino ratatouja in pa aiolija, česnove majoneze. Ja, najdaljša vrsta pa je ponovadi tam, kjer se prodaja soka, značilna palačinka iz čičerikine moke. In to je zelo poceni in zelo zdrava malica. Aha. Ja, slovita francoska kuhinja, tudi tako enostavna zna biti. Sicer pa imajo Francozi kar nekaj zanimivih fraz v povezavi s hrano. Recimo, če kdo naklada rečejo raconter des salades, kaj mi pripoveduješ to salato? Ali pa c'est du gâteau, če je nekaj piece of cake, zelo enostavno. Ali pa rečejo puree, taka simpatična, nedolžna kletvica. Pire, kot da bi pri nas rekli, nismo to, pire. A je to zdaj kuharska vdaja ali kaj? Daj kakšno fino tako konkretno frazo z terena. Ja, boš prav. Imam idejo. Galiva, živjo! Hej! Ja, Gali, Iva sta že prava Parižana. Koliko let zdaj živite v Franciji, Iva? Ti to vedno tako natančno prešteješ. 6-7, nekaj takega. 6-7 let. Ok, prava dva, da malo pomagata. Gal, Iva, radi bi se naučili par res kulskih fraz, takole za mlade z ulice. Ne, če kdo naklada, kako se zdaj reče? Če kdo res? Raconter des salades. Arrête de mitoje. Arrête de mito, arrête de mito. Nehi nakladati, ne? Arrête de mito. Zelo dober, svež izraz. Kaj pa, če je nekaj super dober, da je res cool? Super dober bi bil archibon. Archibon? To sem pa že slišala. To je še vedno moderno. Se archibon. Iva, a se spomniš, ko je bil Gal s prijateljem na ulici, pa se je pol poslovil, pa je rekel, se vidimo pol jutri, ne? Kaj je rekel? Adams. Adams. Ta je pa ultimativna. Se vidimo jutri, ne? A doma Adams. Lahko še en pogled skozi okno, namreč Gal pa Iva živita v taki tipični pariški četrti. Gal, nam boš potem poslal en posnetek. A se še ploska zvečer zdravnikom pa medicinskim sestram pa vsem delavcem? Kdaj bo spet šola zares v Franciji, da greste v šolo, se že kaj ve? Ne vemo točno, ker bojo pač po razredih bojo nas nazaj v šolo spustili in vsak razred bo samo 15 maksimum in bojo ta prvi 15 bojo unika, recimo, ki so starši delavci, ki delajo kot zdravniki in pač unike niso mogli biti doma med karanteno. Lepo vam je bilo videti, hvala za tole pomoč, držite se slišimo kmalu. Bizu, bizu. Čau, Adams. Čau. Adams. No, iz Pariza pa zdaj naravnost na Azurno obalo. V Cannes boste videli res kraj, ki je zelo po slovenskem okusu, obdan s čudovito naravo in tja se lahko odpeljemo z lastnim avtom, kar je vedno bonus. Cannes ni samo mondeno središče, kjer se vsako leto zbere filmska smetana, boste videli, tam lahko preživimo tudi kar se da aktivne počitnice. Because from here you have a full view on La Croisette. So La Croisette is the famous main avenue where you can see the three most iconic hotels of Cannes. So the first one is Martinez, then you have the Carlton, and after you have the Majestic, just in front of the Palais des Festivals. So in Cannes you can do a lot of different sports, including kite surfing, paddleboarding, and even surf.
During the winter, there is a couple of days when you can see, when you can get some good waves and you can surf. But like today, when there is a strong wind, it's a very, very good kite surfing spot. That's why the city put this area just for them. Yes. We are in the hills over Cannes. Yes, in top of the California with a beautiful bay, a beautiful view on the bay. We can see the Estel Mountain with Saint-Tropez in the back, the port where we were before, and the Palm Beach area. This neighborhood is called Palm Beach. So it's very, very nice view. In Cannes there is more than 300 days of sun. So if you got rain when you come here, it's very bad luck. Ja, danes se učimo, kako lahko zmešaš svoj lastni parfum. Jaz sem uporabila lavando, rožmarin, neroli, mandarino, bergamotko, limono in precej olja pomaranče. Da vidimo. Ja, pravijo, da je ustvarjanje parfuma podobno kuhanju. V zalivu pred mestom so tudi dva otoka. Nista stalno naseljena in zdaj gremo na enega od njih, na San Honorab. Joj, poglejte, odtud pa imamo že razgled na zasnežene Alpe in iz Cannes do prvega smučišča je približno dobro uro z avtomobilom. Ja, svetloba Azurne obale je od nekdaj bila navdih za številne slikarje. Tu so ustvarjali Matisse, Picasso in do današnjih dni mnogi drugi. Mednje spada tudi Gregory, ki nas zdaj že čaka v Cannesu. Bonjour Gregory, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Kaj pa počneš? Hello Moka. Hey. Je prépare, je travaille un petit peu mes fonds, je te montrerai ça dehors. Et bah, écoute, je suis à l'atelier à la maison. Voilà. J'ai aussi l'atelier, tu étais venu me voir une fois il y a quelques mois au Suquet à Cannes. Ah oui, c'est très belle. Aha, pogledajte, Gregory nas sedaj malo povabil v svoj atelje, domači atelje, kjer je preživel večino izrednih razmer. Oui. Kot kaže, je tudi med to korona krizo bil kar se da ustvarjalen. Oui, Gregory, mais j'adore tes croquis en noir et blanc. Vraiment. Tu veux les voir? Oui, s'il te plaît. Petite visite, alors j'essaie de ne pas tomber, hein. Je continue comme ça. Donc là vous avez... Чудовито. Ah. Toi, Gregory, Là vous avez mon petit bureau. Voilà, ça c'est mon bureau dans lequel je passe quand même pas mal de temps à répondre aux mails, etc. Donc ça sert un peu de stockage. Un moment, j'explique. Ja, Gregory dela prečudovite risbe v črno-belem, ki jih objavlja na svojem Instagram profilu in na spletni strani. Preverite, namreč lahko jih sprintate in uporabite kot pobarvanke. Ne samo za otroke, tudi za odrasle. Donc ça c'est les derniers. Ça, c'est les dessins que j'ai faits. Donc au début, pendant le premier mois, c'était tous les jours un dessin. Et là, depuis une quinzaine de jours, on est sur un dessin tous les 2 jours. Donc voilà, il y a un petit peu pour tous les niveaux. On va prendre au hasard. Voilà, c'est souvent un petit peu comme ça. Et alors, tous les gens, in zdaj ljudje iz vsega sveta pošiljajo pobarvanke na tvoj naslov. Oui, mais nous pouvons également inviter les Slovènes. Tudi Slovence lahko povabimo, da sodelujejo. You can see my drawings, and then if you like one, you can print it, and after you color my drawings. And if you are nice with me, you show me your art creation. Kako dobro, da smo takoj na začetku danes šli na tržnico. Imamo sedaj sama sveža zelišča, veliko pora. To je ena prvih črk francoske kulinarične abecede. No, in videli smo soko. Se spomnite tisti
fin kruh ali pa palačinko iz čičerikine moke in to bomo tudi sedaj spekli, ker je tako zelo enostavno. Potrebovali bomo pečico, najprej kar na 250 stopinj, videli smo, soka potrebuje dobro zakurjeno peč, potem pa potrebujemo skodelico čičerikine moke, skodelico vode, nekaj provansalskih zelišč, sol, oljčno olje in to je to za začetek. Maso vlijemo v vroč pekač in potem pečemo na dobrih 10-15 minut na 230 stopinj. Soka. To je sonce, ki je padlo na krožnik. Poskusite jo s kozarcem hladnega cvička. Ah, šibum. In za konec še nekaj predlogov za vse tiste, ki radi berete. Tule nas že čaka moj Philippe Delerme in Delerme, zagotovo moj najljubši francoski pisatelj v zadnjih letih. Njegov jezik tako lepo žubori in v svojih delih nas opominja na dogodke, na katere prevečkrat pozabimo v življenju. Recimo, kako lepo diši mesto po dežju, kako lepe so zimprovizirane večerje s prijatelji. Ali pa ste daj pomislili, drugi požirek piva nikoli ni tako dober kot prvi, piše Delerme. In njegova prva zbirka esejev, prvi požirek piva, je tudi išla pri nas v prelepem prevodu Marka Crnkoviča. Tule pa za trenutek zlezem iz kadra, oprostite, nekaj me že čaka za zvečer na omarici. Namreč kar nekaj iz francoske literature izhaja tudi pri nas. Tole je šlo pri založbi Učila, še čisto sveže, prvenec francoske scenaristke, režiserke in igralke Laetitia Colombani, o 3 ženskah, 3 življenjih, z 3 celin, z isto željo po svobodi. Kita, če pa to ni dobra napoved za še eno potovanje. No, tretji namig pa nam bo danes posredovala prav posebna gostja, ki nas zdaj že čaka na zvezi. Z nami je priznana slovenska gledališka igralka Saša Mihelčič. Saša, živjo! Ja, spoznali sva se na letu v Pariz in prav tam se tudi pogosto srečava. Kako ti te dni vzdržuješ stike s Francijo? Ja, po Skypu, po telefonu, čim večkrat. No, pa tudi preko literature vidim, da imaš polno knjižno polico in tudi za nas si danes izbrala nekaj čisto posebnega. Namreč Saša je tudi interpretka poezije v francoskem jeziku in me prav zanima, kaj bomo slišali sedaj. Ja, jaz sem za vas izbrala eno pesem od Jacquesa Prévertja, pravega Parižana. Verjetno ga gledalci tudi poznajo, njegove pesmi so prepevali Yves Montand, Edith Piaf. Veliko je tudi prevedeno v slovenščino, tako da jaz sem pa zbrala Pariz po noči. 3 allumettes, une à une, allumées dans la nuit. La première, pour voir ton visage tout entier. La seconde, pour voir tes yeux. La dernière, pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière, pour me rappeler tout cela, en te serrant dans mes bras. 3 vžigalic sem drugo za drugo po noči prižgal. Prvo, da bi dobro videl tvoj obraz. Drugo, da bi videl tvoje oči. Tretjo, da bi videl tvoja usta. In potlej trda tema, da bi se spomnil vsega, ko sem te objel. Saša, hvala lepo, da si bila danes z nami in upam, da se kmalu vidiva na kakšni pariški terasi. Se vidiva kmalu v Parizu. Živjo, čau! Ja, hvala tudi vam, da ste spet enkrat bili moji sopotniki. Vse recepte, literaturo, goste iz današnje oddaje najdete tudi na moji spletni strani www.mojcamavec.com. Prihodnji teden pa upam, da odpotujemo skupaj v prestolnico Evropske unije, ki še zdaleč ni tako dolgočasna, kot se zdi na prvi pogled, boste videli.